deležni tako študenti iz slovenistike, kot tudi študenti drugih programov. Se pravi, zdi se nam zelo pomembno, da se v teh izbirnih predmetih srečujejo študenti različnih programov in tudi različnih letnikov. In tako študenti drugih programov poslušajo kar številne slovenistične vsebine, kar se nam zdi zelo pomembno, hkrati pa slovenisti pridobivajo pač neke nove poglede in to se recimo zelo dobro vidi pri tem, ko želimo spodbuditi razpravo v razredu. Namreč ena od kompetenc, ki jo želimo doseči pri naših slovenistih, je tudi ta, oziroma bom rekla, sklop kompetenc je tudi ta, da bodo ne samo poglobljeni strokovnjaki na področju slovenistike, ampak tudi humanisti, torej tudi široko razgledani, ne samo strokovno spoštovanje, ampak tudi široko razgledani humanisti in da bodo ravno tako se bili sposobni vključevati v različna področja družbenega življenja, ne samo pedagoški poklic, tako kot drugi humanisti. Kajti recimo tudi pri nas, mislim, ne bi želela biti stereotipna, ampak recimo v prvih 2 letih, 3, ko so študentje recimo vabili v razne obštudijske dejavnosti, so se tam našli študentje vseh programov, razen slovenist, to ni bilo nikjer. Mogoče je to tudi problem feminizacije stroke, ne, in mogoče potem manjšega poguma nekako, ne, slovenist. No, v zadnjih 2 letih moram reči, da se je slika že zelo spremenila, da so tudi slovenisti ali slovenistke zelo dejavne, med drugim recimo je tudi predsednica študentskega sveta slovenistka, no, ki sem tako v oklepaju. Se pravi, gre za neke kvalitete, ki se mi zdi, da jih prinese tudi to, ko so pri recimo izbirnih predmetih študenti različnih programov in različnih letnikov.